Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Evo, to je bilo še eno sredino jutro, pravzaprav počitniško jutro, ker 3/4 ljudi sploh ni. Evo, zdaj, če pogledam skozi okno na glavni trg, ni absolutno nobenega. Tako da je bilo pa fajn. Ja, poglej, mamica. Jaz sem se očitno poimenoval, oziroma preimenoval Dejana. Ja, zdaj si izdal, kar si srčno želiš, da bi bil Dejan. Ja, ni res, ne. Pač bila je napaka. Ljubiš ga. To vse skozi celo... Ja, si srečen zdaj. Ja, jaz sem tako vedel to. V redu je. Ker vem, kaj ga gledaš. Ja. Saj ti si njemu tuji všeč, ker mi je rekel. No, potem smo oponašali danes zjutraj tudi galebe, ne? To smo tudi delali, ja. Galebe. No, Ana, daj ga gremo skupaj. Ne bom. To je zdaj bil, en je bil dravski rečni, en je bil morski, dovolj. Tretja sorta ni. Ne morem. Je kopenski še. Ja, in to je Ana. Kako pa te vodni? No, daj, no. Čudovito, zmagovalka. Če je bila ona na Evropskem prvenstvu, zdaj ja, samo vperjajo, vržemo pa je to. No, kaj smo še delali, pa čez par minut. Ana in Jeger sva tukaj in želiva dobro jutro. Dobro jutro. 6:12 minut je na uri. Ana, ali si ti pripravljena na še en zgodnji klic, da profesorju Križaniču še enkrat uničiva jutro? Ni vprašanje, ali sem jaz tista, ki mora biti pripravljena. Ja, pa sploh ne vem, zakaj je recimo on še zdaj spi. A ni tako, da starejši, ko si, prej staneš in da so ti, mislim, stari ljudje, Jeger. Pač starejši ljudje. Ti res daš prišel v službo. A ni tako, da oni prej vstanejo, zato da so polako čim prej sitni in hodijo okoli in gnjavijo? Ti bom povedala čez 20 let, okej? Ja, okej. No, pa samo vprašam te, da vem, kakve so tvoje izkušnje z starejšimi, ker roko na srce, profesor Križanič ni več med najmlajšimi, ne? Ja, pa samo, jaz sem z njim v pisarni, meni sem ful ne zdi tečen drugače. Ja, pa se ne pravim, da on siten. A ja? Pač nasploh starejši ljudje. A ja, nasploh starejši, Ne, to tudi nisem rekel zdaj. Oj, čakaj, dajmo ga poklicati. Ja, res je. Zdaj ga boš res klical. Ja, da se zmenimo, če lahko tudi danes vrtimo naše komade. Pa se te nisi včeraj zmenil. Čakaj, no, zdaj pazi. Zvoni. Halo? Dobro jutro, profesor Križanič. Preden odložiš, nič ni crklo, okej? Samo zanima... Jeger tu. Jeger, ja, nič ni crklo. Nič ni crklo, ne odloži, prosim, te lepo ne odloži. Samo eno vprašanje imam za tebe. Ja, daj, no. Kaj lahko, isto tako včeraj, malo naše muzike, mislim, naših glasbe? Ja, da delajte kaj, če te sam puste me, svat prosim lepo. Torej lahko. Delaj kaj češ, adijo. Evo, delaj kaj češ, to je to, lahko. Dobro. Spet sem zrihtal, kak sem jaz dober, pa kaj si ti. Ja, res je, kak si ti dober. Dajmo zdaj eno muziko, ker pol imam že jaz v planu, kaj vse bomo danes vrteli. Ko me čakam, dobro jutro. Dobro jutro. Ana in Jeger želiva dobro jutro, pa tudi dobro Tine jutro. Križanice nama je pridružil. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Ja. Klopi ga. Klopi me. Dobro jutro. Klopi me. Pozabil sem tako. Gledaš me, pa pozabiš na mene. Ja. To je problem, ker tebe gleda na mesto dol. Ni to. Ali pa tebe, vsaj. Kaj je? Ja, ni mene gleda. Nič. Dobro jutro. Dobro jutro, okej. Zmotil sem se, vsak se lahko, ne? Ja, samo eni se pač večkrat, ne? Dobro smo začeli, ne? Ja, Tine, pazi, profesorja Križaniča sva za Ano danes jutraj spet poklicala, ja? Ko sta blesava. Pa Kaj je? Zna biti pa potečen še na naslednjem vašem družinskem kosilu. Človek ne sodi med te nasilne ljudi, ne? Ja. Samo, Lahko pa je. če mu pa spanec bek jemleš, ne? Se svojim, ko smo bila mala, to, če sem ga pred 12 šel med vikendom budit. Samo, daj, nekaj mi je razložil, jaz sem prej razvijal eno teorijo, da starejši, ko si, prej vstaneš. Ja, Profesor Križanič tudi ni več najmlajši. Ja, ne, tako je, še užali ga zdravo. Ja, vsega že prej. Ja. Pač to je teorija samo. Ja, če ne veš kaj je, ker hodi spat zelo pozno, noči so kar naporne za njega s temi sanjami, tako da on se v bistvu
bori, ne, do jutra. Ja, on pol čez dan počiva, ker po noči kar dela močno. Teda pa če ga neki konj še zjutraj kliče, pa ga gnjavi. Ja. Kdo kliče, kaj kliče? Pazi, le kaj je rekel, samo da ti pokažem, da boš verjel. Delajte kaj čete, sam pustite me, svat prosim lepo. No, evo, delajte kaj čete, tako da jaz... Problem je, ker ne ve, kaj govori, ne? Ne. Nima veze. Glej, rekel je, kaj je rekel, imamo posneto. Tako da čakaj, zdaj gledati, povem, jaz sem pripravil prvi komad. Spet ti. Ja, spet jaz. Cry Me a River. O, ljubi. Pesem je napisal Arthur Hamilton leta 1953, že. Prvič je bila pa posneta leta 1955, zapela jo je pa Julie London. In je vrhunski komad, skozi desetletja so izvajali številni drugi glasbeniki, med njimi Barbra Streisand, Joe Cocker, pa Michael Bublé, torej številne priredbe. Mi bomo slišali zdaj to od Michaela Bubléja, ker na ta intro, ne, z vsemi trobili tam, to, da ti grejo dlake po konci. In jaz sem imel to srečo, da sem to tudi v živo slišal, ker ima ponavadi Michael Bublé celi Big Band, razširjeno zasedbo Big Banda zraven. Michael Bubléja si šel gledati. Ja. Bubléja si šel poslušati? Poslušati sem ga šel, ja. To si šel reči vsaj, da je bilo zaradi Neve. Si šel zaradi nje? Mislim, je bila zraven. Spubeci so. Od vseh komadov na svetu si ti Michael Bubléja, Cry Me a River. Stoj zdaj, stop it right. Nikoli dovolj. Pazita zdaj ta intro. Hop. Dejana Niker je na dopustu, smo pa tukaj Ana, Tine in Jeger, pa želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Tine. Da nekaj počasi ti gre. Ne, tako sem ti prej samo hodil povedati še enkrat, da vem, kaj nikoli v življenju ne boš. Kaj? Glasbeni urednik. V redu je. Hit oziroma Cry Me a River od Bubléja pa vrhunsko odigrant. Ja, še zdaj imam kurjo kožo. Ja, v redu je. Danes imamo za vas karte za premiero filma Hudičevka v Pradi 2, ki bo nocoj ob 19. v Mariboxu. Če bi radi šli, v naši objavi na Facebooku označite, s kom bi šli, pol pa če vas Ana izžreba, dobite 2 karti, tako enostavno je. Tako da, Ana, že imamo koga? Absolutno imamo koga, in sicer Marko je bil žreban in bo peljal svojo ženo. In pa Jasna, ki bo peljala svojo hčer. Bravo. Izjemno. Lepo. Ja, in zato, ker si tako lepo žrebala, ima zdaj še opcijo, da zbereš en komad svoj. Res? Ja, pa da ga damo not. Okay. Ja, vrede, ja imam samo sedel tu. Ne, se boš prišel na vrsto. Se, počakaj. Izvoli, Ana. Hvala lepa. Jaz tu, zdaj diktiram. Ja, vredo je. Kot prvo bi izbrala pesem, ki je bila izdana 20. aprila 2018. Velja za vrnitev te izvajalke v glasbeni svet po tragičnem terorističnem napadu na njenem koncertu v Manchesteru, ki se je zgodil leta 2017. Če se spomnite, govorim o Ariani Grande. In komadu No Tears Left to Cry. Ni pa komadu žalosten. Govori o odpornosti, upanju in takem nadaljevanju življenja. Tako da predlagam, da si jo privoščimo zdaj, ker je res lepa. Cry Me a River, No Tears Left to Cry. Tako da nadaljuj v maniri pol. Sredi tedna, komaj če. Kaj bomo neko kavo skuhal? Je pa sreda, se veš. Čakam. Ja, vem, se zajedno, pa dajmo malo. Bistvo je četrtek. Ampak je dober komad je. Zbrala je, kar je zbrala. Ja, sedem, vredo je. Ana in Jeger želiva dobro jutro. Dobro jutro. Sreda je danes 29. april, počitnice so, samo ne za vsem, recimo mi tukaj na Totem radiju delamo, smo pridni, marsikdo tam zjudaj, verjamem, da ste tudi po službah in da ste pridni, delate, prepričan pa sem tudi, da delajo na Zvezi prijateljev mladine Maribor oziroma v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer ima mariborski ZPM vsake počitnice ustvarjalne delavnice. Kaj bodo delali danes, kam bodo šli, razlaga Sara Irman Kolar. V sredo bomo obiskali vojake, tam bomo malo pogledali, kako je potrebno biti discipliniran, kakšna orožja uporabljajo, kakšne vaje mogoče izvajajo, skratka eno takošno ozadje vojakovega dne. No, tisti, ki pa bojo raje ustvarjali v Domu ustvarjalnic, pa si bodo izdelali papigo, ki jim bo zvesto sedela na dlani in jih spremljala čez počitnice. No, papige in vojaki.
Lepo. Kar lepa Super. kombinacija, ne? Sliši se In bo precej zagotovo zanimivo. zelo zanimivo v mariborski vojašnici. Naj sicer povemo, da za potepanje po mestu je potrebna predhodna prijava, torej danes, ko grejo obiskati vojašnico, se morate predhodno prijaviti in sicer na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Delavnice pa so brezplačne, za njih ni potrebna predhodna prijava, so pa danes delavnice od 8 do 16 ure, za obisk vojašnice pa si morate danes vzeti čas med 9 in 13. No, lepo se imejte, če boste danes dan preživeli Zvezo prijateljev mladine Maribor, pa dobro jutro. Dobro jutro. Ana, Tine in Jeger želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Počitnice so, dopusti so, nikjer ni nobenega, naših šefov ni, mi pa smo in lahko vrtimo svojo muziko, ker nam je profesor Križanič to dovolil, oziroma pazite, rekel je: Delaj, kaj češ, adijo. delaj, kaj češ ti. To si vem vrezal, da si lahko zdaj to ponovila, veš, tako Delaj, ni ziher. delaj, kaj češ, ne? Ja. Jaz stanem tu not, ni rekel delajte, kaj češ. Ja, dobro, to je samo zato rekel, zato ker sem se jaz z njim pogovarjal. Zdaj, če se bi vsi trije z njim pogovarjali, Jaz se ne bi tako zgodaj z njim pogovarjal. Res ne? Ne. Kaj tako hudo je, ali kaj si? Ja, ne, pa če tako ne ve, kaj govori. Ja, pa, če imamo posneto, zdaj je rekel, kaj je rekel. Ja, no, dobro, sej. Tako da daj hitro si zdaj zberi, preden pride. Jaz lahko. Ja, lahko si ti, ja. Jaz pa grem v Italijo, sem se odločil. Okay. Ker je tak, zakaj ne, ne? Lepo se imej. Taki vunje, tako da reka so, tam pa je Sem vedno, da še rekel italijansko. tam pa je vedno sonce, me se zdi. V Italiji. Poznaš Tota Cotunja? A ni bil on na Euroviziji enkrat z... Tudi je bil, jaz samo ne bomo eurovizijske. So takrat naši Slovenci neke back vokale peli, ali nekaj takega je bilo, a ni bilo? Ne vem, Ok. pojma nimam. Ti pravim, da ne gre za to pesem. Ok. Gre za pesem iz leta 83. Takrat so jo posneli, izdali. Ne vem, če sta vedela, ampak je bila originalno planirana za pevca in igralca in zabavljača Adriana Celentana. Ne, nisva vedela. Naslov je bil Zdaj vemo. Con quelli occhi d'Italiano, Okay. je originalni naslov, Dobro. ampak so pol nekaj malo spremenili, pa so rekli, nič bo Toto Cotugno zapel l'Italiano. L'Italiano. Oziroma Italijan Ja, ja. v prevodu. Lahko damo? Ja, prosim. Ja, te pa dajmo, da čujemo tvojo pesem. Ja, italijansko je. To pa sem jaz kao slab, ker dajem Kralja Ja. River od Bobleja. Ja, najslab. Dejana mi, Ana, Tine in Jeger smo z vami in vam želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali sta vidva vedela, Ne, kaj pa zdaj? da to vam bom povedal, da imamo mi ob vseh evropskih prvenstvih tudi evropsko prvenstvo v ponašanju galebov. Kaj? In Ja, to nas bo rešilo. Resno, udeležilo se ga je letos več kot 70 tekmovalcev iz 15 držav. To je kar... Slovenija, to je. Ne, Slovenije ni bilo nobenega. Ampak pazite, zmagala pa je Karine Gronholz z Norveške, tako se je oglašala. Nisem rekel, Kakega galebe to imajo na Norveškem? Dobro, dovolj imaš, Karine. ona je zmagala. Ona je To veš, kako zmagala. so drugi bili slabi. Jaz gledam, da je res, ja. Pa jaz sem gledal, tudi oblečejo se v galebe. A še to? Ja, oprava. Da je lahko in še- potem- Ali je lahko še bolj bizarno? Ja, daj. Razen tega, da ne znam, Zna pa naša kdo? galeba jaz znam. Res? Ja, E pa daj. Oziroma, čakaj, ti si ne rekla, bom se prijavila. Obleči se. Ne, ja, še to, ja. ti si rekla, da znaš, da bomo najprej mi dva probala, ko ne znamo. Tine, Daj. izvoli. Kaj bi probo, če ne znam? No, daj probaj. Daj probaj. probaj, no. Rečnega, ne onega. No, daj. Viš, da gre. Že Tina je boljši kot Daj ti, Tota. Čakaj, zdaj pa ne morem. No. To je dravski. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Ana, Tine in Jeger pa vam želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Eno vprašanje imam. Kak reče Dejan to, ko vaju na kviz daje? Ja, čakaj. Hitra jutranja igra. Ko vaju na kviz daje. Hitra jutranja igra. To smisla. Kaj Zakaj? ne boš na kviz Ker dal? bi vaju na kviz dal. Res? Ja, tak za fora, kaj te? E pa daj.
Jaz ne imel takih pametnih vprašanj, ko ima kolega Vedlin, jaz imam bolj enostavne in sicer prepoznaj sitcom, veš kam, imamo kako besedo za sitcom? Žajfnica. Ni. Pač to ta komedija, kratka, 25 minutna, ne? Čakaj, kako so situacijske komedije? Situacijska komedija. Prepoznaj situacijsko komedijo, torej ne. Jaz bom vam spustil taka preprosta igra, malo te uvodne špice od teh znanih komedi šovov in Keri se v prvi prijavo, Ana se prijavi z Tina je najboljši tipa, z Tina je kralj. In pol pač, to je zdaj samo primer, da vidimo kako čaki, no. Lahko? Ja, daj. To je zdaj primer. Tina je kralj, kaj si že? Nisi se prijavil. Tina je kralj. Ja, ti pa Tina je najboljši. Aja, čakaj, to si moram napisati. Oh my god, to bi lahko vedla. Tina je kralj. Čakaj, Franci. Ja, bravo, ena. Na 4 dobljene igramo. Ampak pa samo malo, ko še sproženi, pa sem vedela, kaj bo zdaj. Ja. To je bil primer samo. Zdaj začnemo. Pa na 4 dobljene, koliko si jih te posnevno? Začnemo bolj z lahkimi. Lahko zdaj? Jaz tega nič nisem gledala. Tina je kralj. Ja. Prince from Bel-Air. Bravo, tako. Vidiš, ne razmerki, začetek bo lahko. To so lahki začetki, če veš, da je bila ta serija. Dobro, da gremo na drugo. Ne zanima, smo pripravljeni? Ja, lahko. 3-4 zdaj. Tina je kralj. Kdaj je bil prej? Tak ne vem, daj ti povej, samo čakaj. Big Bang Theory. Tako. Čakaj. 2-0, jaz pa ful pripravljen. Se bo hitro konec za to. Imam pripravljeni dalje, 3-4 zdaj. Mogoče Full House. Si se prijavil? Tina je kralj. Nisi se prijavil. Tina je kralj, Full House. Je Full House, samo se nisi prijavil, ne velja, naslednja 2-0 ostaja, gremo. Smo pripravljeni, 3-4. Neka familija bila. Tina je kralj. Ja. How I Met Your Mother. Ja. Jo, pa da to sem gledala, pa ne vem. Ok, čakaj, da si dam aplauz. 3-0, lahko ta. Ja, ne moreš, pač lahko zdaj. 4-0. Greš na roko, kako hočeš. Ok, dobro, daj provamo še eno. Eno še. Ja. Nimam pojma. Ne vem, zakaj gledata oba dva v mene. Jaz ne znam tega. Dobro, to je Seinfeld. Ok, čakaj, dajmo še te šesko. To pa je ona, meni. Tina je kralj, meni. Tako. Pa viš, zakaj mi si šeska dal prej? Metla, 4-0 te. Daj na hitro, samo na in, če bi prepoznala tam tak, kaj še imam pripravljeno. Ja. Čakaj, ne vem, čakaj, kak je bil pa naslov? Original je Married with Children. El Bundy je to, ne? Tako je. Ja. Čakaj. Tota je malo prestara, mogoče za vaj dva. Golden Girls. Ok, definitivno prestara za nadva. Tota je genialna. Nimam pojma. Modern Family. Ok. Kaj pa to? Tudi ne. Ki živita, vidva tretji kamen od sonca. Oh my god. To pa sem gledal. No, jaz sem od tega gledala mogoče eno. No, gladko si izgubila. Tako. In sem gladko izgubila, znam pa oponašati galeba. To pa je tudi nekaj, ne? Današnji metro. Zlepim se, to lažim. Glej, veš. Nekaj pač moram imeti. Dobro jutro. Dobro jutro. Ana, Tina in Jeger vam želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dajmo si izpolniti še kakšno glasbeno željo, ker vsi odgovorni so na dopustu. Glavni naj bi bil v teh dneh Tine, kar je tudi svojevrstna komedija. Tu bi se mogla strinjati.
se smejim. Ja, ne, se. Ne, mi dva se. Bom se smejal, ko bo ta tam na borzo hodila. Okay, dobro. No, profesor Križanič bo danes zjutraj spet prišel v službo slabe volje, ker sem ga po navodilih Ane. Prosim, Ja, ti si mi rekla, naj ga pokličem. jaz sem ti rekla, da preveri in sem te vprašala, zakaj nisi te včeraj vse preveril. Rekla si, naj ga pokličem in jaz sem ga klical, ni bil srečen, je pa rekel, da lahko delamo kar hočemo in evo, tukaj je moja nova glasbena želja. Tine, tokrat boš malo bolj zadovoljen z mojim izborom. Da čujem. Lejla, Aleluja. aleluja, napisal jo je Eric Clapton, ko je bil zaljubljen v peti Mislim, boj. da je ono Lejlo od Seat Memič Vajta. Ne, Lejlo od Erika Claptona, Dobro, oziroma Derek and Dominos. tako. No, v glavnem, napisal je Eric Clapton, ko je bil zaljubljen v Patty Boyd, takratno ženo njegovega prijatelja Georgea Harrisona, sicer danes žal že pokojnega člana skupine The Beatles. Naslov in navdih izvira iz neke starodavne perzijske ljubezenske zgodbe, ki govori o nedosegljivi ljubezni. Pa pesem je šla leta 1970, zasedbo, tako sem že rekel, Derek and the Dominos. Pesem ima dva taka različna dela, energičen uvod in potem nežnejši, taki klavirski lepi zaključek, ki ga je napisal, pazi, pač ker smo mi bobnari kreativni, Jim Gordon, bobnar. Tako da, ne. Super. Kaj ti naja zdaj? Ja, no, če sta perajt, pazi pa to. Ja, vredno. Daga. Yeah! Dobro jutro, Ana, Tine in Dejan želimo. Dobro jutro. To? Ana, Tine in Dejana ni Jeger. Viš, to je naslednja točka, ko se on, ne samo, ne, da zdaj vse poprek doli. Dejana sama. Zdaj se ima že za Dejana. Ne, hotel sem reči, da Dejana ni, da smo tukaj. Samo nisi Ana, rekel. Tine, ja vem, Rekel zmotil si sem Ana, se. Tina in Dejan. Zmotil sem se Si opravičujem. predstavljaš, da imaš je ti bil kaj več? Vedlin tako veliki kot ti? Ne, Ti si šele nor. glavnem, Dejana ni, dajmo to razjasniti. Dejan je na dopustu. Tukaj v studiu smo Ana, Tine in Jeger. In vam Pa ne bi Zdaj si rekla, da je drugače tebe, rekel. Dobro recimo, jutro. ali pa mene, Ja. veš, da bi drugače ne sebe je preimenoval. Na sebe je Daj pozabil. čakaj, no. Dajmo zdaj iti dalje. Dajmo, no. ker imamo dosti. Tako, glavne imamo karte za premiero filma Hudičevka v Pradi 2, ki bo nocoj ob 19. v Mariboxu. Če bi radi šli, se v naši objavi na Facebooku označite, s kom bi šli, pol pa, če vas Ana izžreba, dobite 2 karti. Ana, zdaj pa daj neke karte od sebe. Imaš koga? Seveda imam. Klara bo peljala svojo mamo, Brigita pa pravi, da bo peljala kolegico Lucijo. Odlično, ja. A ti, Dejan, greš v kino? Ne, jaz pa ne grem v kino. Vredu je. Človek se zmoti. Ana, tako dobro si žrebala, da gremo dalje. Zberi se en komad, ker sem se jaz zmenil s profesorjem Križaničem danes zjutraj Vse spet. je to, no. Rekel je, da Veš, lahko koliko delamo, ima? kaj delamo. Glej, v Daj. redu. Jaz bom zdaj prosila z eno Beyoncé. Okay. Ok, daj Beyoncé, gremo. Čakaj, no, da povem. Naj pove. Gre za njen hit iz leta 2008, Single Ladies. Okay. Skladba je tako prejela številne nagrade, 3 Grammyje, med drugim tudi za pesem leta, najboljšo R&B pesem, najboljšo žensko R&B vokalno zasedbo oziroma izvedbo. Velja pa seveda tudi neuradno javno napoved njene poroke z Jay-Zem takrat, Okay. ki se potem v tajnosti ženila. Spot je bil spot poznamo, črno-bela tehnika, spravi v tistih trikojih in posnet je bil v samo 12 urah. Kar se tiče zanimive koreografije, verjetno jo poznamo, ne? Oziroma veste, o čem govorim. Eva. Nisi je izmislila ona ali kak koreograf posebej za to pesem, ampak je povzeta po Mexican Breakfast. To pa je v bistvu ena ikonična plesna točka, ki je bila skoreografirana že leta 1969. Takratni koreograf Bob Fosse jo je koreografiral in potem jo je vzela Beyoncé in malo Dobro, dodala svojega čara. mi dva z Dejanom pa ima zdaj probala za ples. No, to Daj, sem greva. htela zdaj reči. Okay. Daj. Lahko 3 Lahko. Tine, dobro jutro. Dobro dan. Ne, zmotil sem se, nisem delal. Dobro jutro. Ti si se sam sebi si rekel, Pa narobe. Kako je to možno? Hotel sem reči, da je Dejan na dopustu. To je to, to je vse. Je te pa bi rekel, da je na dopustu, ne pa da sem jaz Dejan. Ne ti, on. Ne on, Glej. ne jaz. Prišlo je do manjše napake in to je to. Lahko gremo, se lahko predstavimo, zdaj dalje, zdaj je tvoj brother. plan. Ti mi raje povej, Tine,
Kak si ti kaj danes zjutraj ob tem bolečem porazu Bayerna proti PSG včeraj v polfinalu Lige prvakov? Zdaj tako boleč face tudi ni bil, ne? Ja, no. Zgledalo je, da bo boleče, Ja, ne? 5-2 je že. Samo pač Starejši, koliko se nemški dalo. stroj. Še 3 minute pa bi bilo kar 5-5, sme občutek, ampak gled, 5-4, mislim, kot tekma sama nimam kaj reči, Daj, zdaj ker ti- je bilo res Ja, so izjemno. Brambo doma pozabili v boji. Pa hvala Bogu, ker to danes ne verjamem, da bo nekaj, ne? Zato Ne, ker ja. Atletico bo že zdaj na golu stoji, Ja. oni so pa tako smutani, ne? Tak da... Ampak dobro, se vseeno. Glej, Ja, se pravijo, da včerajšnja Drugi teden tekma je. ne bi bila finale pred finalom. Ja. ne, tako da. tudi Je bila se kar strinjam. poslastica Se za strinjam, se nogometne strinjam. sladokuste. Zdaj pa povej, kaj imaš pripravljeno. Ja, pardon, da sem tako dolgo raboden. Naredili so raziskavo in ugotovili natančna temperatura, ki bi jo mogel človek imeti v spalnici, da bi se najboljše naspal. Koliko? 18,3 stopinje. 18,3. Ja. Kar za dol pokrit, ne? Ja, to je pa kar frišno. Jaz imam več, sem zagotovo imam več. Ja. Zato pa zgledaš Samo taki ti tudi zalepljen. spiš Ja, z okni. Ja, tudi to je res. Zokni. Zvezde, Ko je to enkrat rekel, Ja, sem bil tako, ponavadi vem, Priseži, v zoknih spiš. Kot je to je. Ne pa polče, vmes veš tako malo. Razumem, da ima ženska gor z oknička. z okni Če gor. te malo, ostane. če te zokni, Ne, počasi. to je šele lepo. Poleti nimam z oknom gor, po zimi pa ja. Ker mi je fajn, če me ne zebe v noge, no. Tako čisto iskreno. Koliko imata vidva stopinj v spalnici? Nimam Ko- temperaturo. Pa vseeno, koliko je ne morem imeti Temperaturo zokno gor. Res Pa ne? če imam 3 stopinje, ne imam zokno Daj, gor. no. Pa daj, lepo te prosim. Pa no. kaj Jaz je? jih imam, samo jaz sem ženska, veš, kaj mislim, pač jaz imam zelo z Pohorja, oknička. pa zokno. Ja, pa ima z okna. Ja, To tako. tu pa tam, ko te tako rahlo zafriša, Pa pol pa daj. daš z okna gor. Rajši To nehaj, je muzika. rajši nehaj, Grozno. ker samo toneš v dreknu. Ne, Globje. pa kaj, a sem jaz tebe, Ja. slučajno zdaj, ne vem, ti je rekel karkoli, zato ker pač ne spiš z okna, jaz pač spim, to je to. Važno, da se človek po noči naspi in da se udobno počuti. ljub. Dobro jutro, reči mi. Veš, kako toneš. Ana, Tine in Jeger smo tukaj in seveda želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Res smo pa verjetno edini, oziroma eni redkih, ki danes delamo, ker v mestu v tem trenutku seveda zaradi počitnic in dopustov ni neke gužve in ker pri nas na radiju pol ekipe manjka, tu sem spadajo tudi vsi šefi, smo se mi trije danes zjutraj odločili, da bomo tudi danes si jutra malo popestrili z našo glasbo, ne? Torej s to, ki jo mi poslušamo, našimi glasbenimi željami. Tako da profesor Križanič je to potrdil, je rekel, lahko delamo kaj čemo, tako da Tine, daj si jo not. Je pač, ne, pesem, Daj si jo ti. bom ti jo dal. No. Jaz bi šel 14 let nazaj. Ha? Okay. 2012 je Michael Jones, oziroma njegovo umetniško ime je Wax, ameriški raper, je takrat posnel in izdal njegov največji hit do zdaj, Rosanna. Nijem nekaj pametnega za povedati, No, samo je pa vesel komad. Taki, zabaven komad je. Te pa dajmo, Te pa dajmo. dajmo. Počitnice so, dopusti Oj, so, šefov ni, Tine Ja, pa ne bi bi bilo bil šef. dobro, tako da- če bi nazaj Ja, prišli hitro. ne. Ja, moj brat, oziroma profesor Križanič je rekel, delate kaj čete. In to delamo. In to delamo, in jaz sem si izbral eno kar legendarno pesem, zdaj verjetno bo ta oba vidva rekla, kaj te stotim, ja? No, Ampak pesem je iz leta 77, A te stotine. ja? Naslov je Psycho Killer, Okay. tako je, te svetle teme imamo radi. ne? Ja, danes smo. Od legendarnih Talking Heads. Pravijo nekateri, da pesem govori o enem serial killerju, ne? Okay. Oziroma psycho killerju, imenovan Son of Sam, ki je v Ameriki ubijal tam konec 70-ih. Talking Heads oziroma David Byrne je rekel, da temu ni tako. Samo če pogledaš besedilo, je tako kar malo vleče na eno stran, ampak dobro se vseeno.
komad so uvrstili tudi v Rock and Roll Hall of Fame med 500 komadov, ki so oblikovali rock and roll. Res? No, te pa dajmo, ne? Dajmo. Jeger, Tine in Ana želimo dobro jutro. Kaj? Dobro jutro. Ne, vredno je, da razmišljaš, kdo je v studiu. Ker na zadnje nisi pa ure nazaj, pa je bilo slabo. Fejsmom razmišlja, kdo je v studiu. Ampak v studiu ni Dejana, pravzaprav na radiju ni nobene odgovorne osebe, ni direktorja, ni odgovornega urednika. Dobro, pa kaj si? Ja, ni jih, ne? Pa ja, sem. Tine, daj no. Lega. Tebi so sicer rekli, tako da pa se počutiš malo bolj pomenjen, ni, vredi si. Ti si res... Ti veš, da njega res ne bo naslednji teden močno kaže na to? Lej, tudi profesor Križaniča, ki je glasbeni urednik, on je sicer edini, ki je rekel, da lahko delamo, kaj hočemo. Tako da, Ana, imaš kakšen komad, da ga damo noter? Te pa daj. Veš, kaj bomo zdaj poslušali? Abo in Dancing Queen. In sicer komad, ki je šel avgusta 76. Vrej, letnica, ne, Tina? Ja, najboljši. Postala je... Daleč nazaj sicer, ampak... Ja, 50 let. Postala je svetovna uspešnica, zasedla prvo mesto na lestvicah v več kot 15 državah in ostaja edina pesem skupine ABBA, ki se je povzpela na sam vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. Bi pa na mesto Dancing Queen bilo pesmi skoraj naslov Boogaloo. To je bil namreč delovni naslov, me zanima, kako bi polpeli. Boogaloo. Je pa zanimivo izjavo enkrat podala tudi britanska kraljica Elizabeta II., ki naj bi nekoč v predvajanju te pesmi na gradu Windsor izjavila, da je rekla, vedno poskušam plesati, ko zaslišim to pesem, ker sem kraljica in rada plešem. Tako da, evo, zdaj za vse nas kraljice, Tine, Jeger. Ja, te pa dajmo. Ja, dajmo, ja. ABBA in Dancing Queen. Bomo povedali, zato ker mogoče kdo ni slišal pred tem. Ne, daj, samo če lahko ponoviš, jaz sem te lepo pripravila posnetek, tako kot vedno. Da čujemo. Mislim, da smo šli mimo tega. 3-4 zdaj? Je, čakaj, no. No, to je rekel 1 uro nazaj. Ana, Tine in Dejan želimo dobro jutro. Kdo? Kaj si rekel? Dejan. Samo kak si on tak? Ko da nič ni, veš, kako je to bilo ono. Se pa ti nič ni bilo. Jaz pa za enkrat sem zjutraj delal, pa sem pač Dejan. Mislim, ni treba tako potencirati tega, ker si sam dovolj, že se ne rabimo mi dva. Čist iskrena napaka. In to je to. Lahko gremo zdaj dalje, ker imam jaz komad, jaz imam muziko. Prideš še naslednji teden? Ne, ta ti bo všeč, sicer je slovenska. Dobro. Ampak je taka za najo, Tine, ne, zdaj, ko gre jutro proti koncu, pa sploh za tiste, če nas poslušajo, pa so kje ob morju na dopustu, ne, recimo, je zdaj že zadnji cajt, da si človek malo zobe umije, ne, če veš, kaj ti čem povedati. Vem, kaj mi češ povedati. No, evo, ker naslednji komad je Hamo in Rudi Bučar, Dolgo nisva pila. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.